Za nogometaši Kopra je dober teden. Med tednom so premagali Goričane v četrtfinalu Pokala Slovenije in si priigrali polfinale, medtem ko je Krka še vedno v spodnjem delu, še vedno na predzadnjem mestu in bijajo boj za obstanek v prvi ligi. Prva akcija tekme je pripadla Koprčanom, 14. minuta, močno je meril Ščulac, a visoko prek gola vratarja Pelina. Še ena akcija Novomeščanov, 20. minuta, njihov najnevarnejši mož Josip Fuček je meril daleč, tokrat je zatresel le zunanji del mreže. Do konca prvega dela še izjemna akcija Pučka, ki je podal pred vrata, nato pa je Lotrič meril visoko čez gol iz ugodnega položaja. Drugi polčas in dominanca Kopra, prva akcija Primorcev, strel Lotriča visoko čez gol, še ena akcija za domače Kanarčke, tokrat podaja z leve Srečkoviča, streljal pa je Lotrič, ampak lahko delo za vratarja Pelina. Vendarle pa so Koprčani prišli do prednosti. Matej Pučko je zatresel mrežo za 1:0, četrti gol tega nogometaša v letošnji sezoni in vodstvo za domače igralce v 75. minuti. Do konca še dve priložnosti za domače po protinapadih. Podal je Pučko, streljal Štromajer, izkazal pa se je Pelin, ki je žogo izbil. In še zaključek tekme tik pred iztekom rednega dela, izjemen strel Krivičiča in še lepša obramba Pelina, ki je žogo uspel izbiti. Kljub temu to ni bilo dovolj, Krka je pokazala premalo, Koper pa je dosegal zmago z minimalnih 1:0. Ja, seveda, po mojem je vsak zadetek zelo pomemben, če je odločilen, še toliko boljše. Pomembno pa je, da ekipa zmaguje in se dviga samozavest, ter da ostajamo v priključku v zgornji del lestvice. Ja, danes je Koper zasluženo zmagal, kajti igralci Kopra so vložili več energije v to zmago kot mi. Mi smo enostavno bili danes premalo odločni, premalo agresivni in smo pravzaprav nasprotniku, ki je v sredo igral težko tekmo s podaljški, dopustili, da je vodil potek dogajanja na igrišču in seveda prej ali slej takšen način igre kaznuje.